Slovenci smo že mnogokrat dokazali, da smo vedno pripravljeni pomagati drugim v nesreči. Delova akcija ob katastrofalnih poplavah je izjemno pomembna in zato prosim vse, da prispevajo v okviru svojih zmožnosti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Delovega podcasta Obnavljamo Slovenijo. Sem novinarka Špela Kurajt, z mano pa je danes vodilni hidrolog, gradbeni inženir, vodja Sveta za vode, član Sveta za obnovo, gospod Rok Fazarinc. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Začniva najprej pri usodnem petku v začetku avgusta. Vi se z vodami ukvarjate celo svoje življenje, podpisali ste se pod nešteto protipoplavnih ukrepov. Kako ste spremljali dogajanje v začetku avgusta? Večplastno sem spremljal to dogajanje. Najprej napovedi so bile takšne, da so predvidevala takšno dogajanje, takšne izjemne padavine in potem posledično tudi zelo velike pretoke naših rek. Ni se vedelo točno, kateri del, katera porečja bodo najbolj prizadeta. No, in med ta porečja so zdaj se ta narava se razbesnela nad delom Poljanske Sore, Kamniške Bistrice, zgornjim tokom Savinje in pa zgornjim tokom reke Meže. Tako da pojav je bil do zdaj vsekakor pojav z pravimi ekstremni pojav, ne mislim, to glede na dosedanje izkušnje in na sedanje meritve, ne, ampak v bodoče lahko pričakujemo očitno še intenzivnejše pojave. Tako da presenečen glede samega dogajanja, kaj se je dogajalo, niti nisem bil to presenečen, ker so že predhodni izračuni, ki so bili izvedeni v zadnjih 15 letih, ne, so že izkazovali možnost nastanka tako intenzivnih pojavov, vendar so to le čisti hidravlični izračuni. To se pravi, da v bistvu mi spustimo v model količine vode, ki ustrezajo 500-letnemu pretoku, recimo, in potem gledamo, kako se ta voda pretaka po modelu navzdol po porečju. Tle imamo pa še, v teh primerih imamo pa seveda poleg odtoka vode intenzivne erozijske procese, plavljanje lesa, plavja, smeti, podiranje hiš, podiranje nasipov, kar se pa ne da neposredno zmodelirati, in zaradi tega so ti dogodki potem lahko še toliko, so recimo še hujši kot tisto, kar smo pričakovali. Zdaj, ko ste že ravno omenili modeliranje, kako natančni so ti modeli? Ti modeli so po svoje relativno natančni. Če so za relief, to se pravi za oblikovanje terena, se ponavadi zdaj privzame lidar posnetek, to se pravi, to je skenirana površina, ki je narejena s preletom letal. Ta lidar posnetek se potem preoblikuje v 3D model reliefa. To bi bil tak, recimo, čisto enostaven model, kot ga vidimo na slikah, ne? In potem kot vhodni podatek damo nek računski hidrogram, to se pravi neko količino vode, ki jo spustimo po porečju, in potem gledamo, kaj se s tem dogaja. Za nekatere dogodke, ker se niso to se pravi pomembni vhodni podatki so relief, to se pravi, če imamo pravilen relief, to se pravi ne 10 let star, ker ne odgovarja stanju, ki je v prostoru danes, ne, in pa če imamo pravilne hidrološke podatke. Za hidrološke podatke pravilno jemljemo računsko določene hidrograme, to se pravi, to so oblike valov, visokih vod, največkrat 10-letno, 100-letno in pa 500-letno povratna doba, to se pravi, to so valovi z konicami, v glavnem govorimo o konicah, ki se razlikujejo recimo za nekaj 10% med seboj. To se pravi, 10-letna je približno polovica 100-letne, 500-letne pa do 50% večja kot je 100-letna voda. In to se potem ugotavlja, dokot je doseg vode, kakšne so hitrosti na poplavnih območjih, in na podlagi tega se potem izvrednotijo razredi poplavne nevarnosti, ki so osnova za naše posege v prostor, za naše umeščanje v prostor in pa potem za katere dejavnosti lahko na poplavnih območjih izvajamo.
In vendar imamo toliko in toliko poplavljenih stanovanjskih hiš, podjetij in tako naprej. Kaj je šlo torej narobe? So bili izračuni napačni, posegi v prostor napačni? Dosegi praviloma odvisno od kod do kod, ne, tam, kjer so bili računi, računi se izvajajo nekako od leta 2010 naprej. To se pravi, starejši računi so samo bili rezultati prejšnjih poplav, kar se je analiziralo, pa kar se potem, če so investitorji potrebovali podatke, je to bilo na podlagi prejšnjih poplav leta 90 in pa z nekim poenostavljenim hidravličnim modelom. Ti izračuni zdaj so izkazali v bistvu, da ravno to so nam pokazali, kakšen je bil pojav. Recimo na Zgornji Savinjski dolini je bil pojav od Luč navzdol do Mozirja ali pa celo do Letuša ali pa celo malo pod Letuša bil primerljiv z tisto računsko 500-letno visoko vodo. Navzdol, ker se je na območju Braslovč in pa na območju Šempetra se je začela Savinja razlivati, zdaj pa v Celju bil dosežen pritok nekje okoli 100-letne povratne dobe. Podobno je bilo tudi v Laškem. To se pravi, da to zastajanje, zadrževanje vode na starih poplavnih območjih, ker se je voda razlivala, je zmanjšalo konico visoke vode. Vse to nekako se je ujemalo z modeli, vendar je nažalost razumevanje ali pa dojemanje teh modelov ali pa rezultatov je takšno, da mi, ko razvrščamo to v razrede, da za 100-letno povratno dobo nas zelo zanima, ne, ker je to tisti kriterij, kjer se lahko mešamo, pa kje ne. Za 500-letno povratno dobo nas pa ne zanima. Ne, to je še nekaj več, ne, ampak ta nekaj več je včasih lahko 10-15 cm, če nam pa prelije ali pa prebije nasipe, je pa to lahko katastrofa, globina vode meter pa pol, 2 metra z velikimi hitrostmi. Recimo vseeno so ti ljudje, ki so gradili, morali pridobiti neko dovoljenje, gradbeno dovoljenje, hidrološko mnenje, ne vem, tam v Letušu, kjer danes govorimo o selitvi ljudi, so imeli ljudje tudi hidrološka mnenja, ne vem, eno iz leta 2009 se mi zdi, je pisalo, da bo hiša varna tudi v primeru 500-letnih povratnih dob, če bodo izvedene ureditve Savinje in Pake, mislim, da se je celo vaše podjetje pod to podpisalo. Kako, ti ljudje so danes jezni, razočarani, vse so naredili, dvignili hišo, pa so... Konkretno za ta primer lahko samo to komentiram, da to je bilo leta 2009, to se pravi, to je bilo približno 1 leto po sprejemu te uredbe, ki je razvrščala poplavna območja v razrede. Drugo dejstvo pa je, da v bistvu nič od tega ni bilo izvedeno, kar je bilo predvideno v študiji, da bo izvedeno. Za območje, za odsek Savinje od Letuša do Lučice so bile pripravljene strokovne podlage za državni prostorski načrt. Državni prostorski načrt je bil sprejet, vendar se ni izvedel. Izvaja se zdaj parcialno po posameznih odsekih, vmes se je precej spremenilo na terenu, to se pravi, da so pogoji drugi, kot so bili takrat, in voda, recimo med Letušem in Letuševo gmajno, pa je v tem primeru pri tem pretoku veselo tekla po starih poplavnih območjih proti manjim Braslovčam oziroma Presaljam in se potem nazaj vračala v Savinjo. To se pravi, da izračuni pogoji so bili, predvidevanje so bila eno, dejansko stanje v naravi pa drugo. Če bi bili vsi protipoplavni ukrepi izvedeni, bi bila Slovenija varna? Ne. Mogoče malo to ne, ampak težko je vse protipoplavne ukrepe izvesti. Ključno je, da se izvajajo ukrepi tam, kjer imamo velik potencial ogroženosti, to se pravi, kjer ljudje živimo, kjer imamo recimo industrijo ali pa našo ključno infrastrukturo, občutljive objekte, to se pravi, ta območja je potrebno na vsak način varovati. Ampak ljudje smo se naseljevali na območjih, ki so poplavna, ki so stara poplavna območja, ali je to spodnja Savinjska, ali je to tudi posamezno območje Zgornje Savinjske doline, ali je tle recimo južni rob Ljubljane, to so pa še kje drugje, ampak to so območja, kjer so bila prepoplavna in so še vedno poplavna. Mogoče je ravno to obdobje nekako med
50, predvsem 60, 70 leta, ko je bilo obdobje nekoliko manj intenzivnih pojavov, ne, da je pač da so se ljudje začeli zidati na teh območjih, se poselili ta območja, no in tle so zdaj ključni problemi. In večina projektov, ki se zdaj izvaja, se izvaja ravno na teh območjih, ne, da se zagotovi poveča poplavna varnost teh območij. Zdaj v Letušu vendarle so začeli urejati brežine, skale, prebivalci razlagajo, ja, prej jih ni bilo ne vem koliko let, zdaj so vendarle pripeljali skale, utrjujejo nasipe, pa vseeno, kaj bi vi svetovali za to območje? Objekti to se pravi Roj na levem bregu in pa Letuša Gmaj na desnem bregu in pa potem tudi dol naprej Male Brasovče. To je območje, ki je bilo v preteklosti poplavljeno, to je bilo staro poplavno razlivno območje Savinje, naprej tudi še Parižle, ne, recimo, in to območje se je pozidalo. Zdaj, kot sem rekel, to je bilo v obdobju, ko ni bilo intenzivnih pojavov. To območje lahko se varuje, ne, ampak s tem, če zavarujemo to območje, recimo, če zapremo razlivanje vode, če bi zaprli razlivanje vode med Letušem in pa Letuško Gmajno, ne, bi potem bi se vode v Savinji povečale in bi bile razmere, bi bile poplave navzdol bolj intenzivne, ne, recimo. In eno teh, ravno to razlivanje je pač verjetno tudi pripomoglo, da poplave, recimo, da ni poplavil drugih naselij v Spodnji Savinjski dolini, ne, ali pa recimo, da ni ta poplavni v celoti prišel do Celja. Pa vi osebno? Jaz osebno bi se skušal, jaz osebno bi iskal rešitev za bolj varno varianto. Mislim, da bolj varno rešitev. To se pravi, če je možno, če bi bilo ponujeno da je možno da se je možno preseliti, bi šel na območje, ki je poplavno varno. Kaj pa Sneberje, recimo? Sneberje je ravno tako podobna zgodba, ne, to se pravi, ravno tako tle ni bilo, Sneberje je bilo prvič, kar se spomnim, da je bilo poplavljeno na tem območju. Tam je visoka Sava je preplavila desni breg, se prelila in potem obtekla nasipa in poplavila to območje. Tako da tam je problem, na Sneberjah vsem problem bistveno manj pereč kot na območju Letuša, vendar je to del Ljubljane, ne, to je tam se da z bistveno bolj enostavnimi ukrepi zagotoviti dovolj veliko varnost v Sneberjah, ne, da pač ti objekti ne bodo več poplavljeni, tako da se splača na teh lokacijah, je smiselno, da se ostane na teh lokacijah. Kljub temu, da tam so bile zgrajene predvsem montažne hiše, katerih sanacija pa nekoliko bolj zahtevna kot pa pri klasični gradnji. Ljudje vendarle čakajo odločitev ali pa nek nasvet strokovnjakov, stroke, kaj naj naredijo, naj obnavljajo hiše, naj si poiščejo drugo lokacijo in zdaj v bistvu čakajo že dober mesec, zlasti v Strugah recimo so precej obupani, to je v občini Luče, ne? Na vsak način, jaz mislim, da pač tle še ni prišlo do pravega dialoga, ne, to se pravi, da se usede s trezno glavo z razumom, da se usede za mizo in se pogovori, kaj so rešitve, kje se vidijo rešitve, kakšne so možnosti, da se zelo pošteno predstavi, kaj so, kakšna je še naprej nevarnost, še naprej, kakšna je ogroženost, kakšni so stroški za eno pa za drugo stvar. Ne, je pa še naslednji vidik, ne, to je pa ta socialni pa psihološki vidik, ki pa ga saj jaz osebno kot hidrotehnik ne znamo vrednotiti. Ne. Recimo, če se imamo za same struge, struge, jaz mislim, absolutno morajo ostati tam, kjer so, ne, to se pravi, ta zaselek mora ostati. Zdaj, kako se bodo reševali stvari, je predvsej odvisen od prebivalcev, ne, ali želijo res ostati v svojih objektih, ki se jih je potrebno sanirati, ali bi se predstavili na novo lokacijo, pa traso ceste spremenili. Ne, na vsak način je pa potrebno predtem sanirati plas tik nad Strugami, to ob desni brežini Savinje, taka visoka osadna brežina, in pa zagotoviti, da Savinja ne bo več tekla po trasi sedanje regionalne ceste.
Strokovnjaki, vi ste se že o teh stvarih konkretnih pogovarjali ali? Pogovarjal sem se s posamezniki, vendar so mnenja teh posameznikov različna. Ne, zato tega pravim, da bi se pač morali vsi skupaj sesti za eno mizo in se lepo, se pogovoriti, poiskati skupno rešitev, za katero bi bil do katere bi prišli z enim konsenzom. Vi ste si ogledali dejansko vsa območja po Sloveniji, bolj ali manj? Pogledal sem si Savinjo pač najbolj natančno, največ dni sem preživel na Savinji. Nažalost sem samo en dan namenil Meži, bi z veseljem si še vzel kaj več časa za Mežo, predvsem za ta zgornji tok, kjer bojo pristopi, kjer bo potrebni pristopi nekoliko drugačni kot na Savinji. Ogledal sem si Poljansko soro, Selško soro, ta del, to se pravi to. Kamniško Bistrico sem pa samo spremljal prvi dan poplavnika do Radomlj, to se pravi ta spodnji tok Kamniške Bistrice. Ker pač enostavno za vse ni bilo niti časa, niti energije, tudi manjka mi časa, da za neko tako strokovno analizo, primerjava hidroloških podatkov, rezultatov modela, hidrogramov, pripraviti spet kakšne izračune za ta konkreten val, ki se je recimo potoval ali po Sori, ali po Savinji, ali pa po Meži. No in zdaj, ko ste si vse to ogledali, po vašem mnenju, kje je treba takoj začeti, katero območje je najbolj ogroženo, bom tako vprašala? Ogroženo območje se mi zdijo vseeno, jaz mislim, da je potrebno posebno pozornost nameniti Črni, recimo to je eno tako območje, gre pač na sotočju hudourniških vodotokov, potem pa naselja v zgornji Savinjski dolini. To se pravi to, pa verjetno zgornji tok Kamniške Bistrice, naselja predvsem Luče, mogoče niti ne toliko izrazito, ampak recimo Ljubno, Nazarje se mi zdi pa precej izpostavljena, tako kot je predvsem Ljubno. Skrbi me, recimo popolnoma drugo, skrbi me recimo dolina Ljubnice, to je v bistvu močno preoblikovana dolina. Sploh se tam za dolino Ljubnice potrebno razmislek, kako naprej, recimo kaj s to dolino, ki bo še sploh možno poselitev, kje ne in kako se prepusti recimo nekim naravnim procesom. Tudi za Podvolovlek veljajo podobne ugotovitve za posamezna območja, s tem, da pa ne bi smeli pa zapostavljati izrazitih hudourniških pretokov, kot recimo občine Solčava. To so pač vsa ta območja, ki jih bo potrebno zelo hitro bo potrebno tle pač tudi izvajati določene ukrepe. Dela se, to ne more nihče reči, ampak se dela dovolj hitro. Jaz mislim, da imam me strah, da se zdaj dela res hitro, mogoče tudi ne najbolj vse po pravilih stroke, recimo, da bi mogoče ki bilo potrebno še kaj drugačno narediti ali pa na drugačen način, ampak me je pa strah, da zdaj, ko bo ta interventna sanacija, ko bo nekako začela usihati, ko se bo ta dela, bi morali prejeti takoj v sanacijska dela, v nekoliko bolj te srednjeročne rešitve, da se pač stalno povečuje, vendar jaz mislim, da tle bo pa že potrebno malo več premisleka, malo več tudi kaj na papir spraviti, kaj izračunati in pa potem dati rešitve. Nekatere stvari se zdaj pač delajo še vedno po domače povedano na pamet, recimo, da se zaščiti tovarna KLS na Ljubnem, recimo taki primeri, ali pa da se sanira določene manjše stvari, ampak za večino teh trajnih sanacij bo pa potrebno kar nekaj časa. Bo potrebno pač izdelati nekatere projekte, rešitve, poiskati rešitve, jih uskladiti z nosilci urejanja prostora, s prostorci, tako da pač to bo kar zahtevalo nekaj časa. Ampak ključno se mi zdi, da se že zdaj nekako najde tiste končne rešitve, da se skuša tudi z temi začasnimi interventnimi deli, pa začasnimi sanacijskimi deli iti naprej proti tem rešitvam. Vemo sigurno, da bo potrebno recimo v Savinjski dolini zamenjati par mostov, recimo v Nazarjah, v Lokah, pri Mozirju ali potem v Solčavi nujno, most v Solčavi bil
ključni vzrok za poplavo, tako hudo poplavo, kot so imeli. Zamenjati bo treba en kup prepustov na regionalni cesti, ki so neustrezni, urediti hudourniške pritoke. To se pa že lahko dela relativno hitro, se lahko začne sanacijo teh odsekov. Ljudje se vendarle zelo bojijo jesenskih deževij, tudi vas skrbijo? Ja, na vsak način, ne. Zdaj, recimo, jaz sem že mogoče malo preveč previden, ne, ker sem rekel, da že recimo 4-krat manjša količina padavin, kot je bila zadnjič, ne, bi lahko povzročila precejšnje težave. Še vedno sem prepričan, da tam pri padavinah okoli 100 mm, recimo na porečju Savinje, bi povzročilo kar precejšnje premike porodnih mas, in to bi precej spremenilo spet. To, kar je že izvedeno, bi precej od tega že bilo nazaj, bi bile poškodbe tega že izvedenega dela. Tukaj se moramo le zavedati, ne, da je šlo za tako intenziven proces, da so se recimo po Savinji se premečalo na 100 000 kubičnih metrov poroda in peska in skal. Ne, to je tak proces, ki ga res doživimo zelo, zelo redko, ali pa ne, to so 10-krat, 100-krat večje količine, kot ponavadi se to zgodi v enem letu. In res vse nosi, uničuje. Vse uničuje. No, recimo en tak primer, jaz ga mislim, med Strugami in Lučami je včasih bila na Savinji taka velika skala, preko katere je do leta 90 potekala brv. Ta skala ima približno 300-400 ton masa te skale, ne. Poplava leta 90 je to skalo predstavljala za približno 1 meter, ne, pa poškodala brv, ne. Sedanja povodnje je predstavljala tam za skoraj 40 metrov, ne. Tako da, pač to so takšne sile, to so takšne, da pač ni tako enostavno izvesti ali pa načrtovati ali pa izvesti neke trajne rešitve, ne, tako da. Ko ste že ravno omenili skalo, ne, zdaj je struga popolnoma drugačna. Ljudje se bojijo skal v vodi. Jih hočejo odstraniti, hkrati se išče krivca, kdo je kriv za te poplave, razlagajo ljudje, da niso bili vodotoki očiščeni. Najprej skale. Kako problematične so? Na teh hudourniških odsekih, mislim, hudourniški, to niso pravi hudourniki, ampak so vse reke z hudourniškimi značilnosti, skale tvorijo osnovno strukturo rečnega dna in rečnih bližin. Tako da na vsak način se jih iz struge ne sme odstranjevati. Ključno je, da se na teh odsekih, kjer imamo relativno velike padce in velike hitrosti, da imamo dovolj veliko hrapavost, ne. To je mogoče ni v skladu z tistimi tehničnimi pogledi, ne, ampak v bistvu ta velika hrapavost povzroča pač, da je večjo disipacija, večje uničenje energije in s tem zmanjšuje erozijsko moč vodotokov navzdol. In to se pač recimo na sotetskih tipih vodotokov, kot recimo Savinja od Solčave do Ljubnega, ne, je to ključen gradnik struge, ne, rečnega vodnega telesa. Tako da te skale morajo ostati, ne. Druga stvar, kot je, mislim, to je pač Savinja je na tem delu več ali manj naravni vodotok, ne. Razen kjer cesta posega vanjo ali pa na območju Luč ali pa kjer so zaselki, so bile izvedene ureditve, ne, na ostaje preostalim območju, pa to naravni vodotok in upravlja celotno to funkcijo in to je treba ohranjati, ne, in se prilagoditi temu, ne. Recimo smo pač v hribovitem območju, na območju, mislim, na obrobju Alp in taki procesi so bili in bodo stalnica na tem območju. Kaj pa čiščenje oziroma, da vodotoki niso bili očiščeni? To nekoliko se mi zdi, to je taka fraza, ki se velikokrat pojavlja, ampak ravno za naravne odseke vodotokov pač čiščenje ni tako nujno potrebno, ne. Tudi na teh, nekoliko pridemo pol naprej dal proti, je pač vegetacija vodotokov pač povečuje hrapavost, to se pravi, povečuje globine, ne, vode, ampak po drugi strani pa predstavlja zaščito bližin. Ne, tam, kjer je vegetacija obstala, ni problema
problemov z erozijo, ni problemov s plazovi. Tam, kjer pa je vegetacija ni obstajala, pa se pojavljajo potem pa erozijske zajede, poškodbe brežin, nove terase, novi koridori, rečni koridori se vzpostavljajo, ne, recimo Letuš je tak primer. Se pravi, če bi tam bila drevesa ob... Če bi bila dovolj gosta drevesa, bi lahko celo to zadržali, ne? Ampak to drevesa, recimo grmovje, mora biti celotna struktura, ne? In drevesa in grmovje in to, recimo, dobro zakorenjeno, da pač lahko prevzame to funkcijo varovanja brežine ali pa zaledja, ne? Tam, kjer pa ni, ne, imamo pač, pa so pač te tehnični pristopi, ne, ki jih pa na eni strani zdaj zagovarjajo, marsikdo zagovarja, na drugi strani pa marsikdo kritizira, ne, pač v bistvu obloge s skalami, obloge z lomljencem betona in takšne in podobne zgradbe, ne. Ampak jaz mislim, da kjer je možno, da se še vedno, da je primerno, sploh na naravnem okolju, da se ohranja te naravne materiale, mislim, da je vegetacija pa makrohrapavost, ohranjanje makrohrapavosti, da se pač ta ključna pristopa pri urejanju, ne, in pa potem naslednja stvar, ki je, da pač se z te struge, da se jim že prej določi terase, ne da se jih regulira, ampak da se določi pač recimo z prečnimi objekti, kje naj potekajo, kakšni naj bodo paci, ne. Vmes se pa potem dopusti, da pač prihaja do mehkih nihanj, sprememb in bolj, da bi imeli tak sonaravn vodotok. O sonaravnem urejanju govorijo tudi okoljevarstveniki, kako iskati zdaj to ravnovesje? No, to okoljevarstveniki, mislim, jaz včasih pravim, da pač v bistvu mogoče premalo poznajo hidrodinamiko, hidromorfologijo, ne, da se lahko govori, mislim, tam, kjer so pač sile prevelike, ne, ko sem imela prvi primer tiste skale, tistega ne bo zadržalo nobeno drevo, ne, pa nobena sonaravna ureditev, pač pri takšnih silah je pač samo dovolj velika masa oziroma teža, je lahko odporna proti tem silam vode, ne, to se, ker imamo kombinacijo vzgonov, ne, dinamičnega, statičnega vzgona in pa porivno silo vode, ne, ki pač so tako velike, da je taka vegetacija sama ne kljubuje. No, vprašala sem zato, ker so recimo v Savinji so uredili otoke za ptice in zdaj so prebivalci, ki so bili poplavljeni, se sprašujejo, zakaj imamo otoke za ptice, a je tisti otok res tako problematičen? Problem pri prodiščih, ne, to je predvsem na prodiščih nastavljajo takšni otoki, ne. Problem pri prodiščih je, da pač imamo nek niz malo bolj sušnih let, ne, potem se ta prodišča se ne pride do premene na površini prodišča, ni dinamično prodišče, ampak postane statično, z muljem, z blatom se pač v bistvu to nekako postane voda ga ne more več kar enostavno zamenjati te površine, ne, potem se še potem v naslednjem letu že imamo potem te plenilske rastline vrbe in te, ki ga potem zaraščajo. No, to je verjetno potem postane raj za ptice, ne, pa za druge prebivalce. No, kar se tiče tega, mislim, ti otoki, za tega, ker smo pač blizu vodotoka, ne, živimo, ne, nam delajo probleme, ne, mislim, če bi pa se mi odmaknili od vodotoka, pa to ne bi bil tak problem, ne, ampak po drugi strani je pa nekaj res, ne, da pač v bistvu ohranjati moramo naravno dinamiko, ne moramo pustiti nekatera območja, da se zaraščajo, ne, ker potem imamo res lahko zelo negativne posledice. Recimo tak odsek je Varpolje od Gršov do spodnje rečnice, ne, recimo tam se je izredno zaraslo v zadnjih desetletjih, ne, tam je bilo treba pač nekoliko sprostiti, da bi se spet ta naravna rečna dinamika spet vzpostavila v prejšnje stanje. Še eno stvar bi poudaril, ne, da to je zdaj stanje po poplavah. To se bo začelo tudi, če se ne bi nič dogajalo, bi si Savinja ustvarila neko novo strugo, nek nov ekosistem na koncu, ne, mislim, v brežini bi se začeli zaraščati, v 3, 4, 5 letih bi še imeli precej izrazito grmovno zarast, v 10 letih pa tudi drevesno zarast, ki bi bila pač odvisna od tega, kakšni bodo pretoki ali pa kakšne bodo poplave v bodoče. Če bo manj visokih vod, bi to se to nekoliko prej zgodilo, če pa spet visoke vode, pa nekoliko kasneje. Ampak reka bi si sama pomogla, si relativno hitro pomore. Prej ste že omenili, da so tovrstni
dogodki, kakršnemu smo bili priča v začetku avgusta, povsem predvidljivi tudi v prihodnje, se pravi, da se lahko zgodijo. Mi smo imeli nazadnje res katastrofalno poplavo leta 90. Danes, ko se pogovarjava, je ravno obletnica železnikov. Praktično imamo te 100-letne vode vsakih nekaj let. Zdaj, kaj delamo narobe, zakaj se ne naučimo iz preteklosti? To se res, se mogoče tako, nelogično je, da pač imamo 100-letne poplave vsako leto. Ne. Ampak dejansko ta 100-letnost ali pa 50-letnost ali pa 500-letnost se določi na podlagi verjetnostnih analiz, merjenih dogodkov iz preteklosti ali na podlagi padavin, kjer je ravno tako določena neka verjetnost nastopa teh padavin. Ne. To se pač tega ven začuna, zmodelira in se potem določi te vrednosti teh pretokov. Daljši, ko so nizi opazovanj, več, ko imamo takih pojavov, kot smo bili priča letos, ne, bolj rastejo te 100-letne vode. To se pravi, zdaj 100-letne vode pred 4. avgustom so bile drugačne, kot bi bile zdaj, če bi jih na novo vrednotili. Tako da to je ena stvar, druga stvar. Ti 100-letni pretoki se pojavljajo na različnih mestih, niso vedno samo na enem mestu. Savinja je prav izvzel, da so imeli leta 90, po leta 98 100-letna voda, ne? Zdaj so imeli pa celo 500-letne gor, recimo zgornji Savinjski. To bi izvzel, ampak to samo nakazuje, koliko je problematično to porečje Savinje. Recimo na drugi strani, železniki ste menili, leta 2017 katastrofalen pojav, približno takšen, kot je primerljiv z dogodki na Meži ali pa na Savinji ali pa na Kamniški Bistrici v zgornjem toku. In prav zaradi tega, ker je ta pojav bil spet na prehodu iz Hudourniška, iz strmih brežin v ozko dolinsko dno je bil toliko intenziven. Recimo letos je bila pa Poljanska sora, bi pa pripisala lahko še daljšo povratno dobo. So bile sicer poplave v Škofji Loki katastrofalne, res hude, ampak sami procesi na vodotoku, ker je pač dolina nekoliko širša, so pa bistveno manj izraziti, bistveno manj škode so povzročili levo in desno ob vodotoku, kot pa recimo pred leta 2007 Selška sora. Ampak v tem času smo pa pozidali, kar se je dalo. Ja, mogoče to čisto ne drži, to je zmedna taka zadnja. Pozidano je bilo, kot sem rekel, poglavitne napake so se dogajale tam do leta 90 ali pa mogoče pa do leta 2000. Ta poplavna uredba, kljub temu, da velikrat, mi ta poplavna uredba, da velikrat kritiziramo, je precej omejila na eni strani posege na poplavna območja, mogoče za nekatere stvari malo preveč malo spustila, recimo, da se lahko pogojno zida na nekaterih poplavnih območjih, ampak drugače pa tle država se mi zdi kar precej rigorozna in predlog stroke je, da gremo še en korak dlje, predvsem kar se tiče pozidave stanovanjskih objektov. To se pravi, da vsi stanovanjski objekti ali pa vsa industrija se umika iz poplavnih območij. Kaj pa tisti, ki so že tam? Tisti, ki so že tam in pa ker imajo pridobljena, ker imajo legalne gradnje, ki jim je država dala soglasja ali pa izdala gradno dovoljenje, za te je potrebno poskrbeti s tem, da investiramo v večjo protipoplavno zaščito. To so potem sistemi regulacij, recimo to v bistvu je lahko zelo problematično, ker če mi na enem območju povečujemo hitrosti in povečujemo odtoke, se nam bo to odrazilo na daljnovodnem območju. Po drugi strani, da skušamo vzpostaviti neko normalno zadrževanje vod. To se pravi, da to so lahko tehnično izvedeni suhi zadrževalniki, lahko so pa to dodatno aktiviranje starih razvojnih površin, ki jih bo potrebno nameniti temu. To bodoče bo potrebno. Recimo kmetijska raba ne pomeni še, da se to območje ne sme biti poplavljeno. Zdaj, ko ste to omenili, kmetje so suhim zadrževalnikom na njihovih zemljiščih zelo nasprotovali, tudi kmetijsko ministrstvo. Kako tu krmariti?
Tle se treba vse zavedati, da recimo, če gledamo spodnjo Savinjsko dolino, je to bilo, ker so predvideni suhi zadrževalniki, to je bilo staro razdelno območje Savinje in so si ga tako, kot so si prebivalci recimo Malih Braslovč ali pa Letuške gmajne tam zaživeli, so si kmeti postavili pač svoje površine, kmetijske površine, vse to je bilo izvedeno po regulaciji za časa Marije Terezije. Se pač to območje je postalo malo manj poplavno in primerno za kmetijsko pridelavo. Tle bo treba najti neko sožitje, se v bistvu nek konsens se že nakazuje, tako da pač grejo stvari naprej, ker na drugi strani pač ljudje, ki pa živijo tam, ki so legalno zgradili objekte, imajo verjetno prednost pred recimo nekimi travinjami ali pa koruzo ali pa s trajnimi nasadi, ki so, če bi bil ti poplavljeni enkrat na nekaj recimo 10, 20 ali pa celo 50 let. Nasprotovanj proti tovrstnim ukrepom je sicer kar precej. Tudi v preteklosti je bila neka civilna iniciativa, ki je zbirala podpise. Se bojite ali pa kako vi gledate na te nasprotnike tovrstnih posegov v prostor, ki pa bi nekaterim recimo znatno izboljšali poplavno varnost? To je pač v bistvu, se mi zdi, pa ne morem reči, da je to modna muha, mislim, ampak kljub temu, da je. Jaz mislim, da je tle premalo dialoga, da pač premalo pogovorov, premalo zaupanja. Recimo, žal je to, pa se ni se za spodnji Savinjski, tudi tle v Ljubljani se dogajalo, da dokaj ni poplave, nihče ne verjame. Pa ko je poplava, pa v bistvu se zganejo, pa začnejo ljudje malo drugače razmišljati, pa kdo je bolj ogrožen, pa kdo je manj ogrožen. Pa ali bomo mi imeli zadrževanje za tega, da bomo varovali Mlaško, pa se zdaj ugotovili, pa je dejstvo, da zadrževanje voda je potrebno zaradi naselja v spodnji Savinjski dolini, ne toliko zaradi Laškega, ali pa Celja. To se pravi, da pač je tle potreben mogoče malo več zaupanja, mogoče malo več, bistveno več zaupanja medsebojnega, pa bistveno več kulturnih dialogov. Recimo, če se zbere tam 500 ljudi v eni dvorani, potem je to, jaz pravim, jogurtna revolucija. Tako da je zelo enostavno voditi to mnenje množice, če se pa pogovarjamo recimo ena na ena, recimo tako je pa v bistvu lahko pridemo pa do rešitev, ki so sprejemljive za oboje. Ker ljudje zdaj iščejo krivca vse povsod. Ja, lahko da iščejo, mislim, verjetno da iščejo, ampak glavni vzrok je, kot sem že na začetku povedal, da so padavine in naravni pojav in ti naravni pojavi bodo še naprej in bodo verjetno še bolj pogosti. Tudi na Ljubnem iščejo krivce pod narekovaji, zakaj so bili poplavljeni in eden izmed krivcev, ki so ga našli, naj bi bil tudi jez. Se pravi, veste, o katerem govorim. No, ta Marčinkov jez je narejen približno na lokaciji starega Marčinkovega jezu. V preteklosti do leta 90 je bil nad Marčinkovim jezom postavljen še en jez, to je Batlnov jez. In tik nad tem zgornjim jezom, to je bil lesen kašni jez, je stal lesen most. Ta most se je seveda Savinja leta 90 odnesla in zdaj na tem mestu stoji delov most. Betonski most, ki je bil obnovljen potem po poplavah, narejen po poplavah. Marčinkov jez, kakršen je pač je nedokončana gradnja, predviden je pač bil zato, da se na eni strani stabilizira strugo Savinje, da omeji na tem delu na iztoku pod sotočjem z Ljubnico. Hkrati pod jezom poteka kanalizacijski priključek z levega brega Savinje na desni breg proti Česine napravi in pa naj bi odvajal vode v staro Batlnovo strugo, to se pravi, da bi pač bila, kar je bilo značilno za zgornjo Savinjsko dolino, da bi se pač vzpostavila energetska raba Savinje na Mlinščici oziroma kot Savinjčani pravijo na strugi. Žal ta objekt ni bil nikdar zaključen, država je pač naredila samo ta jez, druga ni naredila, no in zdaj je predlog, da se ta jez na tej lokaciji, da se odstrani.
mislim, predvsem ta del, levi del, ker je najglobji priliv in pa potem tiste konstrukcije, ki je bila namenjena za izgradbo zapornic in porodnega izpusta. Tako da, ampak sam ta jez ni povzročil poplav gladine, mislim, količina vode je bila tako velika, da bi tudi, če bi jez stal, bi voda preplavila loke, to se pravi ta spodnji del ljubnega industrijsko cono, ker bi obtekala vse ureditve ob Savinji, ker bi obtekala po cesti, regionalni cesti in potem po cesti poplavila ta del. Navzdol. To se pravi, da to ni vzrok. Se razmišljal, mislim, kot sem že omenil, se razmišljal o tem, da pač je se v celoti odstrani, da se skuša Savinjo še dodatno nekoliko poglobiti, koliko je pač omogoča uredi stanje dol navzdol proti Radmirju in da se s tem poveča poplavna varnost, predvsem na območju sotočja Ljubnice in pa Savinje. Ste vi sicer kot hidrolog zadovoljni z urejanjem vodotokov? Namreč ne. Ne, nisem zadovoljen, mislim, tako da pač, no, jaz sem za hidrotehnika vodarja, sem imel, ne, predvsem, neč hude, ne, sem to, hidrologija je samo en del našega področja, ki ga uporabljamo, predvsem podatke, hidrološke podatke. Vodotoki pač zdaj v bistvu, predvsem najprej smo v fazi 60-ih, 70-ih let, pa mogoče 80-ih let je bilo izrazito tehnično urejanje vodotokov, značilno se pravi, da se pač iskal minimalen prostor za zagotovitev čim večje pretočnosti. To potem po osamosvojitvi pa na podlagi teh novih trendov zeleni, ki so prihajali predvsem iz zahoda, teh naravovarstvenih trendov, se je ta politika spremenila in v bistvu nekaj časa je bilo celo se razmišljalo o tem, da se ne potrebujemo urejanja vodotokov. Ampak to, če mi tle bivamo, mi to še kako potrebujemo. Tako da šele poplave recimo niti leta 98, ne, ampak recimo leta 2007, pa potem naprej je pa vseeno se je začelo malo drugače razmišljati o tem, da je potrebno pač temu področju namenjati malo več pozornosti, malo več strokovnosti, malo več znanja. Problem je tudi, da je to področje kadrovsko izrazito podcenjeno, praktično skoraj ni naraščaja, mislim, mladih, ni mladih, ki bi se s tem začeli ukvarjati, ki bi se s tem začeli strokovno ukvarjati, ne samo po raznih uradih, ampak da pač se gre na teren, da se kaj izračuna, da se preveri, da se ugotovi na terenu, kaj se dogaja, da prepoznaš procese v naravi, ki so ključnega pomena za spoznavanje in pa potem tudi za oceno, kaj se lahko dogaja. Se vam zdi ta sistem koncesij dober? Namreč gospod Marjan Pipenbacher je v Delovem podcastu rekel, da se mu ne zdi ta način najbolj pameten. Ne vem, mislim, jaz se zelo težko na to področje, mislim, na področje same organizacije ali pa predvsem podeljevanja koncesij, to je pač bila neka oblika, ki si jo izbrala država. Jaz mislim, da če bi imeli mi strokovne službe, tako kot so bile včasih, recimo, ki so bile neko javno gospodarsko službo, katere cilj je recimo vzdrževanje, načrtovanje in pa življenje s tem vodotokom, da bi to bila boljša rešitev, potem, kar se pa tiče operativnih del, da se jih pa daje ven kot na podlagi javnih razpisov in da se tam pridobi izvajanje. Jaz mislim, da bi to vsem bi bilo boljše, če bi to bilo ločeno mislim, da bi tržni del pa tisti javni del, da bi ta dva dela bilo potrebno ločiti. In nadzor? Nadzor mora biti vsekakor mora biti državni nadzor. To mora biti pa neka tretja oseba, ne mora biti, kad je sudi, kad je tudi. Zato, ker se tudi ti očitki pojavljajo, da se delajo kakšne stvari, mogoče malo bolj no, mogoče, mislim, mogoče po domače, ampak cel ta naš, mislim, to področje dela precej, tle ni tako tehnično, kot
klasično gradbeništvo, ko se recimo za beton opaša, armatura, se vse točno ve, kakšne so dimenzije, kako se naj izvede. Pri nas je pa vsem potrebno kar precej take inovativnosti včasih, improviziranja, pa mogoče se pride, mislim, pa predvsem pa poznavanja, in s tem se pride mogoče malo lepš, malo bolj do cilja, kot pa po teh klasičnih tehničnih metodah. Ampak zato je pač potrebno sposoben kader. Mislim, in tako je recimo na izvajalski strani, kot pri nadzoru in kot pri tistih, ki vodijo ta sektor. To spravi, da recimo konkretno direkcija za vode, pa ministrstvo. Po poplavah leta 1990, se pravi, protipoplavni ukrepi, ki so bili načrtovani, niso bili vsi izvedeni. Bi bilo danes kaj bolje, če bi bili, in ali imate upanje, da se bo kaj prestavilo in premaknilo, zlasti po tem opozorilu 5. avgusta? Tako, mislim, zdaj marsikaj to, da bi problem, kako bi načel, spodnji Savinjski dolini je bilo bistveno boljše. Če bi bilo izvedeno to, kar je bilo predvideno leta 92-93, so bili tam prvi načrti predstavljeni, recimo predvsem za območje od Šempetra do Celja. S tem posledično bi Celje plavalo. Mislim, to je pač žalostna ugotovitev, ampak to je dejstvo, s tem se treba sprijazniti. V zgornji Savinjski dolini ni bil pa niti en ukrep zaključen v celoti. To je žal, pač takrat je denarja enostavno zmanjkalo, prišli smo iz ene države v drugo državo, smo se osamosvojitev, in to je pač pripeljalo do tega, da nobena stvar ni bila zaključena. In to upam, da se bo zdaj spremenilo, ker je za vsa naselja, recimo Luče mogoče malo manj, mogoče pri Lučah bo še en komentar dal, ampak recimo Ljubno, Nazarje, Mozirje potrebuje neke nove zasnove, neke nove koncepte, recimo tako, da se bo varnost bistveno izboljšala. Za spodnjo Savinjsko dolino je pa ni druge rešitve kot poplavljanje tam, kjer ni škode, to se pravi aktiviranje poplavnih površin, zadrževanje voda in potem Savinjo ohranjati približno v nekem sonaravni obliki. To si zdaj vsi predstavljajo, da pač s tem, ko se bo delali zadrževalniki, da se bo Savinja regulirala. Savinji se bi naj vzpostavilo neko bolj sonaravno stanje, kot je do zdaj. Ker Savinja se poglablja, to je problem. Problem je posledično tudi za večjo pretočnostjo zaradi tega in pa problem nastajajo s podtalnico, ki se s tem, ko se pa Savinja poglablja, znižuje. No, Savinja, ta proces je potreben nekako omejiti oziroma nekoliko celo ponekod dvigniti dno Savinje. Tako da tle bo potreben res ta nek temeljit korak, zelo velik korak narediti v pravo smer. Za zgornji Savinjski dolini neko zadrževanje ali pa neka kontrola ni več površin, ki bi bile na voljo. To so recimo Zadrečka dolina, eno tako območje, tam je predvideno zadrževanje, je več lokacij, pa potem je predvideno zadrževanje, mislim pač neko tako pasivno na območju Varpolja, to se pravi tega naravnega odseka Savinje, kaj deluzga pa praktično ni več na razpolago. Vas katero območje v Sloveniji posebej vznemirja, skrbi? Ja, to skrbi me, mislim, za ta območja, recimo za Mežo, za Savinjo, pa za Zgornjo Kamniško Bistrico in za obe Sori, vemo, kaj lahko še pričakujemo. Me pa skrbijo še vedno ta celotna območja tega obrobja obalskega sveta, to se pravi hribovitega sveta. Recimo mene osebno me skrbi predvsem Zasavje, ker je pač recimo izrazito poseljeno ozke doline, veliki padci, možnost erozijskih procesov, ne samo vsakih erozijskih procesov. Zadnje take poplave so bile, jih je bilo kar nekaj, recimo do 93. leta, pa potem še kasneje, ampak recimo 93. leta so bile take predvsem močne poletne neurje, ki je prizadelo to območje. Lahko se pride še do hujših dogodkov, in to me skrbi. Kaj pa sicer za jesen, za pomlad? Za jesen, za pomlad.
Ja, zdaj v bistvu te padavine, tako kot so tudi ljudje ugotavljali, te padavine, ki so bile tako intenzivne, so bolj značilne za, recimo, za september, oktober, november, ne, ampak pač vreme bi pač po svoje odigralo celo zgodbo. Mislim, da moramo biti pripravljeni, moramo se zavedati, da še vedno lahko pade, da še vedno pride lahko neka precej zazita fronta ali pa da se počas potuje čez Slovenijo, da lahko prihaja do večje količine padavin, te vode bodo odtekle, te vode se nima v kje zadržati. Ne. Mislim pač, to je hribovito območje in vode vtekajo. Nekdo pravi, moramo gor zadržati na pomočjih za primerno vegetacijo, ne. Ampak voda z brežine vedno teče navzdol. Tako da to so čisto ravne zakonitosti. Jaz mogoče sem eno tako svetlo, vse ni kaj hudo, ampak recimo Luče so bile, en del Luče bil saniran z državnim prostorskim načrtom, kjer je bila tudi predvidena izgradnja obvoznice, ta še se ne izvaja, no, ampak te ureditve na delu spodnjih Luč ob Savinji so odigrale svojo vlogo. To se pravi, kljub temu, da je bilo takrat pri posameznikih precej hude krvi, ali pa precej nasprotovanja, kar nagajanja, bom rekel, kar odkrito, ne, ampak te ureditve so pripomogle samo oblikovanje sotočja, usmeritve pod sotočjem in pa zaščita spodnjega dela Luč z tisto armirano betonsko steno, ki je zakrita z nasipom, da se sploh ne ve, da je tam ta brnik. Ne. Ta del je odigral zelo dobro svojo vlogo, ne sploh, če mislimo, da se odzgori jes nad Lučami, da se je porušil, ne, da je skozi Luče pač poleg vode vtekalo precejšnje količine proda, ne, in da je ta prod ni povzročil zaplavljanja Luč. To je ključno, da je dinamična stabilnost odseka bila tako, mislim, da je tako izvedena, da je pač stvar res funkcionirala tako, kot je potrebno. Najlepša hvala, gospod Fazarinc. Želim vam veliko uspeha pri vseh nadaljnih ukrepih protipoplavne varnosti, ki je več kot očitno še nismo povsem usvojili. Vam, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, pa naprej še lep dan. Ostanite solidarni, ostanite na vseh delovih platformah. Obnavljajmo Slovenijo skupaj. Srečno!